Lepo pozdravljeni. Mi današnje srečanje z vami organiziramo tudi zato, da predramimo politično okolje v Sloveniji iz dremavice, ki je zaustavila aktivnosti na področju najrazličnejših sprememb. Najbrž je vsem popolnoma jasno, da je Slovenija relativno ugodno pozicionirana v tem trenutku zaradi izvoznega gospodarstva. Ampak podcenjujemo v Sloveniji ranljivost globalnih razmer oziroma nestabilnost, ki je na globalnih trgih. Od terorizma do najrazličnejših križnih žarišč povsod lahko opazujemo, da je nestabilnost tisto, kar je pravzaprav stalnica in nobena spremenljivka, ampak res stalnica. Globalna ekonomska nestabilnost je tudi zaradi razmer na Kitajskem. Cena nafte je močno razburkala številne trge, celo tako daleč, da recimo prejšnji teden Royal Bank of Scotland svetoval prodajo vseh naložb razen državnih obveznic. Domača nestabilnost je še naprej tisto, na kar opozarjamo že nekaj let. Na eni strani imamo upad povpraševanja in upad naročil gospodarstvu, se pravi javnih investicij, takih investicij, seveda, ki bi dale neko novo gospodarsko rast. Na drugi strani pa grozijo novi davki, novi prispevki, nove trošarine, recimo cestni bencinski cent ali kakorkoli bi mu že rekli, pomeni samo dodatno obremenitev ne samo gospodarstva, seveda tudi prebivalcev. Čedalje več je doma tudi nezadovoljstva zaradi političnih afer in nekorektnega odnosa do različnih skupin državljanov. Vlada je recimo s plačnim dogovorom v javnem sektorju in mini dohodninsko reformo 160 tisoč javnim uslužbencem dvignila maso plač za okoli 150 milijonov, 95 tisoč zaposlenim v gospodarstvu z dohodninsko reformo le za 14 milijonov evrov, medtem ko 715 tisoč drugim dohodninskim zavezancem, torej večjemu delu aktivnega prebivalstva, pa prav nič. No in v takšnih razmerah je nujno okrepiti moč in vitalnost gospodarstva in zato je tako pomembno, kako se bodo ministrstva odzvala na zahteve sprejete v Državnem zboru, da predloge iz našega manifesta za spremembe ovrednoti, oceni in tudi predlaga, na kakšen način jih bo uresničevala. In mislim, da je skrajni čas, da vlada res stopi iz tega dremeža in da začne aktivneje uresničevati neko novo razvojno paradigmo, ki bo povečala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, saj lahko samo na ta način zagotovimo tudi dolgoročno socialno stabilnost. Hvala lepa. Strateška skupina Slovenija 5.0 je sestavljena iz eminentnega nabora gospodarstvenikov Slovenije, ki so ocenili, da je pravi trenutek in nujna potreba, da če hočemo v tem slovenskem prostoru, kompletni slovenski družbi dobro, da mora gospodarstvo jasno in glasno povedati, kaj je tisto, kaj je za to družbo dobro. Mi nikakor ne zagovarjamo samo interes kapitala, kot se nam hoče na nek način prilepiti, ampak mi smo absolutno zagovorniki vseh potrebnih deležnikov v tej družbi in tistih, ki so tako ali drugače povezani z nekim gospodarskim subjektom. To so na eni strani kupci, so dobavitelji, so zaposleni v teh podjetjih oziroma so v podjetju, je okolje, v katerem to podjetje deluje in seveda, če hočete vi se te na nek način zadovoljiti, mora biti nek določen konsens med vsemi temi. Mi smo prepoznali, da v slovenski družbi veliko stvari ni takšnih, ki bi bile na takšnem nivoju, da bi lahko slovenska družba šla mirno v naslednja leta, ampak ne mirno v naslednje leta s tem, da je krivulja obrnjena navzdol, ampak da to krivuljo, ki je bila v preteklosti obrnjena navzdol, ne samo, da jo ustavimo in jo rahlo obrnemo navzgor, ampak da poskušamo bistveno hitreje napredovati iz tega
kamor smo padli po kriznem letu 2009. Ne nazadnje, izvoz je naša uspešna stalnica. Izvozno gospodarstvo je svojo domačo nalogo naredil, ampak treba se zavedati, da to izvozno gospodarstvo danes se srečuje z izredno hudo konkurenco. Danes ne tekmujemo samo gospodarske družbe med sabo, danes med sabo tekmujejo države. Če govorimo pa o tem, da med sabo tekmujejo države, se je pa treba zavedati, da je treba na vseh področjih zagotoviti takšne elemente, ki bodo omogočili, da bo družba kot celota uspešna. Se pravi, mora funkcionirati šolstvo, mora funkcionirati okolje, mora funkcionirati davčni sistem, mora funkcionirati vzpodbuda še nadaljnjemu izvozu in moramo zagotoviti takšne pogoje, da bomo pritegnili tudi tuje investicije. Ampak ne tuje investicije v smislu samo prevzemanja slovenskih družb. Mislim, da je pravi čas in če hočemo mi doseči boljše cilje od tistih, ki smo mi v tem manifestu zapisali, to se pravi 2% letno rast, bo potrebno zagotoviti takšne pogoje v Sloveniji, da bomo zanimiv za tuje investitorje, ki bodo prišli in investirali na zelenem travniku. Če hočemo pa to narediti, pa imamo določene predispozicije, imamo ustrezno infrastrukturo, imamo kader, ki ga sicer v zadnjem času premalo izobražujemo, to se pravi predvsem govorimo o naravoslovju, in na drugi strani vzpostaviti takšne pogoje, da bo tudi davčna politika zanimiva in da bomo lahko zaposlili najbolj produktivni del družbe, to je pa izobražen kader. Nam ne sme biti cilj, da bomo izobraževali tisto, kar bo tako ali drugače šlo na borzo, ampak moramo zaposlovati takšen kader, ki bo zelo hitro zaposljiv, ne zaposljiv samo v okviru obstoječih gospodarskih družb, ampak tudi novo nastalih družb, ki bi prišle preko tega, da bi se vzpostavili takšni pogoji, ki bi to tudi omogočili. Mi si ne želimo tujih investitorjev, ki bodo investirali po načelu zaposlitve najnižjega ali pa praktično neizobraženega sloja, kar imate recimo primere v naši bližini, recimo kot takšen primer je Makedonija, ampak mi moramo takšne investitorje pridobiti, ki bodo prepoznali v visokošolskem kadru in v poklicnem in pa kadru za poklicno izobrazbo tisti kapital oziroma tisto priložnost, ki bo omogočila, da bodo Slovenijo prepoznali kot zanimivega investitorja. Pred kratkim smo imeli srečanje z predstavniki parlamenta, na katerem sem zaključil stavkom, s katerim bi danes želel začeti, in sicer s to trditvijo, da suverenost nekega naroda je toliko trdna, kot je trdno njegovo gospodarstvo. V to trdno verjamem in moram reči, da je slovensko gospodarstvo že velikokrat dokazalo, da je trdno in da zmore previhariti številne ovire, ki se mu pojavljajo na poti, vendar pa se moramo zavedati, da smo izpostavljeni vse večjim pritiskom globalizacije, vse močnejši konkurenci na svetovnih trgih, kot je povedal že predsednik, in da seveda se mora tukaj Slovenija ustrezno odzvati. Če pogledamo, kakšne investitorje si želimo, kot da se nadovežem na svojega predhodnika, moram reči, da takih investitorjev je v tem prostoru že kar nekaj. Naj konkretno omenim kar naš lastni primer Novartisa, ki je seveda v celotnem obdobju, odkar je v tem prostoru investiral že krepko preko 1,5 milijarde evrov v ta slovenski prostor. Vendar se moramo zavedati, da je investiral zaradi tega, ker je prepoznal znanje, ki v tem prostoru obstaja in ki se je sposobno kosati z najzahtevnejšimi problemi, tudi v najzahtevnejših panogah. Temu je potrebno dati ustrezno podporo. Žal je zaenkrat v tem okolju ni. Slovensko okolje je izjemno neprijazno, če gledamo poslovno okolje, ne samo do tujega, tudi do domačega kapitala. Že velikokrat smo upozorili, da je eden od glavnih problemov previsoka obdavčitev dela. Zaenkrat se ni zgodilo praktično nič in vkolikor res v naslednjih nekaj tednih in mesecih ne bo ustreznega odziva vlade, potem seveda ne samo, da se bo nadaljeval trend, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, ampak se bo tudi stopnjeval. To je trend postopnega umika tujega kapitala slovenskega trga.
ne samo, da nismo zanimivi za neposredne tuje investicije po principu zelenega travnika, vse manj smo zanimivi tudi za tiste tuje investitore, ki so že prisotni v slovenskem prostoru. Poglejte, koliko tujih družb je v zadnjem obdobju že najavilo svoj odhod iz Slovenije, in če ne bo hitro radikalnejših sprememb na tistih najbolj kritičnih področjih, potem se bo ta trend ne samo nadaljeval, temveč tudi stopnjeval. Opozoril bi na to, da seveda moramo pri tem upoštevati tudi širše interese države, kot je bilo že izpostavljeno, vendar se moramo zavedati, da delimo lahko samo tisto, kar ustvarimo. Ne glede na to, kolikokrat je bila ta resnica že poudarjena, je nesporna in je ne moremo zanikati, tudi če bi jo hoteli. Nojevsko tiščanje glave v pesek nas prav gotovo ne bo pripeljalo v svetlo prihodnost. Kar se tiče letošnjega leta, ste bili ali pa smo bili vsi priča izjemno slabemu začetku na večini svetovnih borz, ki je eden najboljših pokazateljev, da je svetovno poslovno okolje vse prej kot stabilno. In nekaj pozitivnih premikov makroekonomskih kazalnikov slovenskega gospodarstva v zadnjem letu ali letu in pol ne more biti razlog za pretiran optimizem, na katerem bi gradili naša pričakovanja, da zdaj je pa kriza mimo in lahko ponovno začnemo nebrzno deliti tisto, česar sploh še nismo ustvarili. Hvala. Kot ste že povedali, sem vodil sklop Pametna država oziroma poslovno okolje. Vsi vemo, da je to področje, ki tangira vse tisto, kar smo do zdaj povedali, in brez nekega pametnega okolja, odzivnega, je za manj vse razmišljanje. Začel bi pa nekako takole. Slovenija tekmuje kot država z drugimi državami, ker države hočejo ustvarjati poslovno okolje gospodarstvu prijazno samo zato, da bo gospodarstvo ustvarjalo rast in polnilo svoje proračune. Ravno tako hočemo tudi mi. Če pa pogledamo, kako smo dobri v vsem tem, pa samo poglejmo na lestvico konkurenčnosti, kjer je Slovenija na 49. mestu. Če obrnemo malo drugače, od naših športnikov zahtevamo, da so na stopničkah, če niso med top 10, je pol že skoraj za nas nacionalna katastrofa. A državo na 49. mestu pa ne bi razvijali, da bi prišla višje na tej lestvici. No, ampak pojdimo k stvari, kakšno pa imamo zdaj naše poslovno okolje. Naši predlogi izhajajo vse v smeri, da se ta naša pametna država v svojih procesih zavrti hitreje. Zavrti hitreje, kar se tiče sistema za pridobivanje vlagateljev, tako tujih kot domačih, da se zavrti hitreje v strateški infrastrukturi, da se zavrti hitreje v prostorski zakonodaji, da se zavrti hitreje na prožnosti delovne sile in da na koncu javna uprava stane še bolj v službi gospodarstva, kot je sedaj. Predlagamo seveda skoraj slično, kar se nekje tudi v državni javni upravi sliši, vse na enem mestu. Tudi mi smo prepričani, da bi zadeva vse na enem mestu lahko pohitrila veliko procesov, ampak nažalost imamo občutek, da je to zaenkrat več želja kot nek konkreten strateški načrt z opredeljenimi koraki, cilji in termini. Vsekakor pa tudi, kdo bo te termine peljal. Prepričani smo, da razvit sistem za pridobivanje vlagateljev bi morali dati večjo pozornost ali večjo vlogo občinam, kjer bi lahko svoje poslovno obrtne cone razvijale v smislu, kjer je poznano tudi v Evropi, govorim zdaj v smislu, da za nekaj evrov se dobi komunalno opremljeno
prostor za tuje investitorje ali domače investitorje, ne da se začnemo pogovarjati, ko nek trend ali neka želja z investitorja prihaja. Ravno tako prostorska zakonodaja, tukaj smo si zastavili cilj, da se pohitri ta zgodba vsaj za 20% v primerjavi z obstoječo. Če pa govorimo na infrastrukturo, strateško infrastrukturo, od železnic, cest, ne samo popravil, ampak tudi gradnje novega, pričakujemo, da bomo vsaj 5 let vnaprej jasno vedeli prioriteto, kaj se bo v Sloveniji dogajalo, z časovnico in opredeljenimi roki. Ker ravno tako bo to magnet za gospodarstvo, tako domače, že funkcionalno gospodarstvo, kot tuje naložbe. Če se navežem na javno upravo, v službi gospodarstva sem rekel, vemo, da je bila funkcijska analiza narejena, kar moram reči zelo pozdravljamo. Manjka nam pa konkretizacija tega, da ne bo ostalo samo na črka na belem papirju, kdo, kaj, dokdaj funkcionalno izpeljati. To kot v gospodarstvu brez te časovnice ne gre. Drugače ostane samo pri željah, želeli bi, radi bi, bomo, če ne rečeš, to bom naredil do takrat in takrat konkretno, kdo je odgovoren odzadaj, kdo je motor gonilni, da to zadevo spelje, nažalost ostaja zgolj pri črki na papirju. Ja, gospod Samo Hribar Milič je lepo začel z takim splošnim uvodom, ker je izpostavil predvsem to našo dinamično družbo, ki seveda zahteva neprestane spremembe. In ko jaz razmišljam v prihodnosti in seveda se poskušam odzivati na te spremembe, potem je v pomoč ena anekdota, in sicer, ko so Deng Xiaopinga na začetku vseh teh kitajskih reform vprašali, kako bo spremenil to kitajsko družbo, je odgovoril, da ne ve. In tudi meni od takrat, ko sem si to prebral, bistveno lažje. Rekel pa je, da bojo reko prečkali tako, da bodo tipali kamne. Se pravi, z eno nogo stopiš v reko, počasi, potipaš en kamen, seveda, če zdrži po tvojo težo, greš naprej in tako naprej. Se pravi, počasi in brez vnaprej znanih odgovorov. In še enkrat, ko jaz razmišljam o prihodnosti, tudi na tak način gledam. No in druga stvar me je spet spomnil pa naš predsednik, gospod Mačkošek, v zadnjem intervjuju, ki ga je dal v Menedžerju, kjer tako zelo lepo pove, kako je res krizo vzel za priložnost, da so lažje dali odgovor na to krizo oni, manjši, bolj fleksibilni, in da so šele ob krizi lahko prišli v taka podjetja noter, ki jih ne bi sprejela, to dobesedno citira, niti prej na kavo, v Daimlerja in tako naprej. Tako da nič nisem pesimističen ob vseh teh črnogledih napovedih, ker gledam resnično na krizo, na probleme kot na priložnost. No in seveda vesel sem, da sem imel to čast, da sem sodeloval pri programu, pri novih predlogih tudi za internacionalizacijo gospodarstva. Mislim, da smo dali kar nekaj dobrih predlogov in moram reči, da eden takih se je udejanjil tudi pred enim tednom, ko smo bili v Iranu. Mislim, da se je slovenska država zelo zgodaj odzvala na te priložnosti, ki jih je začel nuditi Iran z včerajšnjim dnem, ko so vse sankcije padle. Moram reči, da je tudi gospodarska zbornica pravilno presodila že pred pol leta, da je Iran mogoče velika priložnost. No in mi smo med temi predlogami na prvo mesto dali, da morajo vsi organi, vse inštitucije, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo, bolj povezano, bolj koordinirano nastopati. No in kot že rečeno, pred enim tednom sem jaz to opazil na obisku ministra Počivalška, se pravi Ministrstvo za gospodarstvo, bilo je dobro predstavljena gospodarska zbornica, ravno tako Spirit, kot tudi MZZ v obliki oddelka za gospodarsko diplomacijo. In seveda tudi bil je z nami
pomemben faktor in to je tudi bil naš velik predlog, da se SID banka bolj vključi v osvajanje novih trgov za slovensko gospodarstvo, da nastopa bolj smelo in ravno tako gospod Svilan kot član te delegacije nam je bil v veliko pomoč pri pogovorih. No, ne bom omenil, da bo 4 slovenska podjetja z pomočjo gospodarske zbornice tudi so že odprla tam pisarno, tudi država se bo pridružila z vnovičnim odprtjem ambasade. No, ob tem smo tudi predlagali, da bi še bolj okrepili naše nastope v tujini, predvsem na sejmu. Mislim, da ne sme nikoli več biti vprašanje, ali bo Slovenija nastopala na svetovnih razstavah, ker je ta milanska izkušnja verjetno zelo pozitivna bila za nas, tako da mislim, da moramo podprti tudi čez 5 let v Dubaju. No, mislim pa, da je potrebno podpreti tudi sistem, oziroma prenoviti sistem kadrovanja ekonomskih svetovalcev na naših ambasadah. Predlagali smo, da ti diplomati, ki bodo zavzemali te funkcije, morajo nujno imeti tudi del svoje delovne dobe v podjetjih, da bi to bil kot ena izmed pogojev. Imamo veliko problemov, predvsem pri teh zalivskih državah, za pridobivanje viznega režima, zato mislim, da bi bilo to potrebno poenostavljati. Naprimer, imamo primer, ko imamo v Istanbulu, v Turčiji, konzularno predstavništvo, ki pa ne more izdajati vize za turške predstavnike in ti so napoteni potem v Ankaro. In pa seveda, da bi naša država bolj uporabljala in tudi povečala sredstva za razvojno pomoč. Mi opažamo, predvsem v državah bivše Jugoslavije, ker se moramo boriti s konkurenco, da Nemci, da Švicarji, naši konkurenti razvojno pomoč izključno uporabljajo ne iz kakšnih velikih humanitarnih vzrokov, ampak predvsem v osvajanje trga. Zato tudi naši politiki oziroma naši ljudje na Ministrstvu za finance na to ne gledajo kot na nebodigatreba strošek, ampak resnično kot na nek način stopenco za naša podjetja na teh trgih.